Čudovita misel za vsak dan. Pred nami je čudovita misel, ki jo je vredno večkrat poslušati in jo seveda tudi živeti. Komaj se je dan začel in že je 6 zvečer. Pravkar je prišel ponedeljek in je že petek, in meseca je konec, in leta je skoraj konec, in že 20, 30, 40, 50, 60, 70 ali več našega življenja mine. In zavedamo se, da smo izgubili starše, prijatelje, in zavedamo se, da je prepozno, da bi šli nazaj. Torej, poskusimo kljub vsemu uživati čas, ki nam je ostal. Ne nehajmo iskati aktivnosti, ki jih imamo radi. Dodajmo barvo v našo sivino. Nasmehnimo se majhnim stvarem v življenju, ki so balzam za naša srca. In kljub vsemu moramo nadaljevati uživanje v času, ki nam je ostal. Poskusimo izločiti besedo potem. Bom naredil, naredila potem. Bom povedal, povedala potem. Bom razmislil, razmislila o tem potem. Puščamo vse za kasneje, kot da je potem naš. Kajti, kar ne razumemo, je to. Potem je kava mrzla, potem se spremenijo prioritete, potem je čar minil, potem zdravje mine, potem otroci zrastejo, potem se starši postarajo, potem so obljube pozabljene, potem dan postane noč, potem se življenje konča in potem je često prepozno. Torej, ne puščajmo ničesar za kasneje, ker med tem, ko rečemo, se vidimo kasneje, lahko izgubimo najboljše trenutke, najboljše izkušnje, najboljše prijatelje, najboljšo družino. Dan je danes, trenutek je sedaj. Nismo več v letih, ko si lahko privoščimo, da prestavimo na jutri, kar je treba storiti sedaj. Zato uživajmo vsak trenutek, kajti življenje je največje darilo, ki smo ga dobili v dar. Nikar ne čakajmo na popolni trenutek, kajti ta ne bo prišel. Zato storimo prvi korak prav zdaj, zdaj v tem trenutku. Ni pomembno, kako dolgo smo živeli z omejitvami, kako dolgo smo čakali in čakali na pravi trenutek. Kajti, če stopimo v temno sobo in prižgemo luč, ni pomembno, ali je bila soba v temi en dan, en teden ali 10.000 let. Prižgemo luč in je razsvetljena. Ko se zavemo svoje sposobnosti za ljubezen in srečo, takrat je luč prižgana. Prižgimo luč v svojem srcu ter svetimo v temi. Bodimo najboljša verzija
samih sebe. Bodimo sprememba, ki bi jo radi videli v svetu. Delajmo dobro, osrečujmo druge in seveda osrečujmo sebe. Na koncu niso leta življenja, ki štejejo, temveč dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih.